Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pro bono ambulanta, Fajdigova ambulanta je s svojim delovanjem začela pred 9 leti. Do sedaj imela svoje prostore v zdravstvenem domu v Kranju. Odslej pa imajo nove prostore, ki so jih pridobili na Kidričevi cesti 6. Torej, vabljeni vsi tisti, ki jih potrebujete, da pridete v ambulanto v torek med 17. in 19. uro. Ana Teran, vi ste doktorica medicine, ste pa upokojena in delate v tej Fajdigovi ambulanti. Ja, jaz sem upokojena zdaj že 12 let in bil prejšnji direktor, dr. Štular, naš splošni zdravnik tudi Kranja, je se odločil, ko je šel v pokoj, da je ustanovil to ambulanto in takrat me je poklical zraven, da sva bila vsaj dva v paru. No, on je zdaj žal že pokojni, ampak je res bil duša te ambulante in on se je tudi takrat skupaj odločil, da smo po dr. Fajdigi, ki je bil tudi privatni zdravnik v Kranju zelo znan, je pomagal, računal je tistim, ki so imeli in delal zastonj za tiste, ki niso imeli. In skozi to smo potem mi po dr. Fajdigi imenovani. Ker mi sprejemamo paciente, ki nimajo osnovnega zavarovanja. In to so ljudje v stiski. Firma propade, pa ne plačuje storitev, pa svojci od Slovencev, pa imeli smo dve upokojenki, ki sta živeli vse življenje v tujini, pa so prišle potem domov na starost, ne? In imata zavarovanje v tujini. Potem proambulanta. To je pro bono ambulanta. Ja, in to je pro bono za Gorenjsko. Potem smo ustanovili še enoto na Jesenicah, pa se kar imenuje isto Fajdigova, samo enota Jesenice. Tam imamo pa eno zdravnico, pa eno sestro. Dr. Mulejeva pa sestra. Oni dve sta pa, Jesenice so pa ne 5 let, mogoče, ne vem. 9 let. No. In kakšen je obisk v tej ambulanti? Majhen. Moram reči, da naš tehnik svoj osebni telefon dal na ambulanto, na Facebook in z njim se pogovarjajo, z njim se dogovarjajo, medtem ko k nam pa ne pridajo. Jaz mislim, da je ta občutek socialne stiske, verjetno. Ja, da je malo tako, da bi želela, da bi prišli, ker mi res nismo tukaj, da sodimo. Tudi nas ne briga, mi želimo pomagati, ker smo pač zato tukaj. Tomaž Krišelj, vi ste vodja Fajdigove ambulante in pa tudi predsednik društva te ambulante. Kdaj je bilo društvo sploh ustanovljeno in s kakšnim namenom? Društvo je bilo ustanovljeno leta 2016 z namenom pomagati ljudem, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Leta 2016 smo začeli iskati prostore za ambulanto in iskanje prostore je trajalo 1 leto, tako da smo ambulanto odprli marca leta 2017. Odprli pa smo jo v prostorih osnovnega zdravstva Gorenjske, to je v bivši metadonski ambulanti. Sedaj dobivate svoje nove prostore tukaj na Kidričevi 6 v Kranju. Tako je. 9 let smo delali v prostorih osnovnega zdravstva Gorenjske. Lansko leto je pa prišlo do prostorske stiske v zdravstvenem domu Kranj, zato smo začeli iskati nove prostore. Kranjska občina je decembra objavila nov razpis za najem prostorov, za brezplačni najem prostorov. Mi smo se na ta razpis prijavili, tudi uspeli in danes smo v bistvu v teh novih prostorih. Kot je povedala dr. Ana Teran, da obisk ni prav velik. Čemu pripisujete pravzaprav to? Ali se ljudje težko izpostavljajo svojim socialnim razmeram, da ne morejo plačevati zdravstvenega zavarovanja? Ja, obisk ni velik, najbrž iz večjih razlogov.
Prvi razlog se nam zdi, da je trenutna dobra gospodarska situacija, brezposelnost je zelo majhna, tako da kar se pa seveda lahko tudi zelo hitro spremeni. Druga stvar je to, da ljudje v bistvu zelo neradi v bistvu se izpostavljajo oziroma pač so v stiskah, in zelo težko pač pokličejo ali pa tudi pridejo v našo ambulanto, zato ker jim je narodno. No, pa vendarle, velikokrat seveda pa tudi pridejo, žal je tudi velikokrat že tudi prepozno, to se pravi v zadnjih stadijih bolezni, ko tudi mi ne moramo več toliko pomagati. In kdaj je vaša ambulanta odprta? Naša ambulanta je odprta vsak torek od 17. do 19. ure. To se pravi, nimamo dopustov kadarkoli, edino če je praznik, drugače pa vsak torek, tudi čez poletje. Je potrebno, da se pacienti prej naročijo? Ni potrebno. Pacienti lahko tudi kar pridejo, čeprav tudi, če se naročijo, v bistvu tudi jih bomo v vsakem primeru z veseljem sprejeli. Hvala lepa za tale pogovor in uspešno naprej. Ja, hvala tudi vam za tole. Rad bi sporočil tudi, ne glede na to, da smo zdaj v novih prostorih, ljudje še vedno lahko prinašajo zdravila in sanitetni material v zdravstveni dom Kranj oziroma na informacije zdravstvenega doma Kranj. K nam v nove prostore pa najraje vidimo, da prihajajo v času, takrat, ko imamo odprto, to je vsak torek od 17. do 19. ure. V tem mestu bi še prosil ljudi, ki nam prinašajo zdravila, da pogledajo na rok uporabe, torej zdravila, katerim je potekel rok uporabe, v bistvu ne sprejemamo oziroma jih potem zavržemo. Če pa rok uporabe ni potekel, pa grejo preko dobrodelnih organizacij, gredo po svetu in je na ta način opravljeno dobro delo.